Pa smo že na naslednji, 9. nalogi. Rešite sistem enačb. 2x plus 5y je 7 in 3x plus 7y je 11. Reševanje sistema enačb poteka tako. Zdaj imamo več načinov. Mi smo delali veliko z načinom nasprotnih koeficientov. To pomeni, da si je treba enačbi napisati druga pod drugo z istimi spremenljivkami. Se pravi, imamo zdaj 2x plus 5y je 7 in 3x plus 7y je 11. Metoda nasprotnih koeficientov pravi, da je potrebno pri eni spremenljivki, ni važno kateri, doseči, da je ena recimo 5, druga minus 5. Ena 6, druga minus 6. In ker sta tule pri x-u manjši številki, si bom jaz zbrala x. Pri x-u želim doseči nasprotna koeficienta. 2 pa 3 pogledamo približno tako kot skupni imenovalec, da dobimo najmanjši skupni večkratnik in to je število 6. Se pravi, zdaj pomnožimo tole krat 3, da dobimo tu 6. Ampak ker se nam more odšteti, bi bilo pa dobro, da bi tule dobili minus 6. Zato bomo tu pomnožili z minus 2. Enakosti lahko ohranimo samo, kadar pomnožimo celoten sistem enačb, in to pomeni, da moramo čisto vsakega v enačbi pomnožiti s 3. To je zgornjega, spodnjega pa da ohranimo našo drugo enačbo pa z minus 2. Pa kar dajmo to zdaj. Se pravi, prvo pomnožimo z 3. To je zdaj 6x plus 15y je 21. In drugo z minus 2. Minus 6x minus 14y je minus 22. Ko imamo enkrat nasprotne koeficiente 6 in minus 6, lahko sistem enačb seštejemo in gremo 6x minus 6x se izniči, ostane nič. In to smo tudi želeli doseči. 15y minus 14y je kar 1y in 21 minus 22 je minus 1. Tukaj bom plus napisala, ker bolj apetitlih. Tako, in dobimo rešitev y je minus 1. Ampak nas zanima še pa x. In to dobimo tako, da vstavimo v eno izmed začetnih enačb. Recimo 2x plus 5 krat minus 1 namesto y zdaj damo, je 7. 2x minus 5 je 7. 2x je 7 plus 5. 2x je 12, delimo z 2 in dobimo x je 6. Noro, In imamo rešitev sistema, sta zdaj dve spremenljivki in sicer x je 6 in y je minus 1. Preverimo še, če smo imeli prav. In to bo pa tule. Se pravi, imamo zdaj uporabo ustreznega postopka za reševanje sistema linearnih enačb. Tako smo se lotili, super. Eno izmed neznank smo dobili, y je minus 1 in x je 6. Kaj bi še lahko tukaj? Lahko bi še mogoče edino naredili, da bi iz te enačbe na primer izrazili x pa vstavili v drugo. Ampak bilo bi pa neskončno veliko več dela, veliko več. Tako da, gremo naprej. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!